Spoštovani gospod predsednik, gospoda Naškofa, gledate domoljubni kviz, nimaš pojma! Nocoj nas čaka politična klasika, šef vlade proti šefu opozicije. Na levem fotelju nekdanji pravnik leta in sedanji predsednik vlade, dr. Miro Cerar. Lepo zdrav. Njegov nasprotnik na desnem fotelju je nekdanji premijer in pa predsednik Sveta Evrope, sicer pa dolgoletni vodja opozicije, Janez Janša. Dober večer. Ok, za začetek nekaj osnovnih pravil, ki jih morate poznati. Imamo 4 vprašanja. Prva 3 po principu, kdo bo prej, tisti, ki zbere več točk, ima potem prednost v finalu. Zmagovalec gre v naslednji krog, poraženec pa bo moral opraviti 200 ur družbeno koristnega dela. Oprostite, kaj ste točno mislili s tem družbeno koristnim delom? No, to je nekaj, kar je ravno nasprotno od tistega, kar počne vaša vlada v tem mandatu. No ja. Ok, za vsak pravilen odgovor dobita majhno dozo hormona sreče. Če odgovorite narobe, vaj bo malce streslo. Vse jasno? Jasno. Dame in gospodje, čas je za domoljubni kviz, nimaš pojma! A ste vi normalni? Skor me je kap. Sorry, mislim, nekdo je pritisnil napačen gumb. Ok, zdaj veste, kako trese. Prvo vprašanje. Pravilni odgovor je vreden 5 točk. Dobro poslušajte. Na katerem koncu Slovenije leži Poštena vas? Dovolj bo, če poveste pokrajino, imate 3 sekunde. Gospod Janša, izvolite. Poštena vas je na Dolenjskem. Odgovor je pravilen! Kot da bi me božil beli panter. Edina poštena vas v Sloveniji leži med Brežicami in Cerkljami ob Krki. Rezultat je 5-0 za Janeza Janšo. Drugo vprašanje za 10 točk. Ste pripravljena? Ok, valjda. Povejte, v katero evropsko državo se je od osamosvojitve naprej odselilo največ Slovencev? Prijavlja se oba, malce hitrejši je bil gospod Janša. Povejte. No, največ Slovencev je v zadnjih 25 letih emigriralo v Nemčijo. Fak, trese ko v Italiji. Nemčija je na drugem mestu, gospod Cerar, kaj pravite vi? A je to mogoče Avstrija? Odgovor je pravilen. Kako lepo, res balzam za dušo. Odkar imamo samostojno državo, se je največ Slovencev odselilo v Avstrijo, kar 28% vseh, ki so v tem času migrirali. Premijer Cerar vodi z 10-5. Ok, tretje vprašanje, v bistvu zadnje pred finalom. Pravilen odgovor je vreden 15 točk. Dobro poslušajte. Kdo je bil prvi Slovenc, ki je osvojil medaljo na olimpijskih igrah? Doktor Cerar, kakšen je vaš odgovor? Moj odgovor je Leon Štukelj. Kako? A da ni Štukelj? Ne, prvi Slovenc z olimpijsko medaljo je sablačil Rudolf Cvetko. Na olimpijskih igrah v Štokholmu leta 1912 je kot član avstrijske reprezentance osvojil srebrno kolajno v ekipnem tekmovanju. Premijer Miro Cerar je zbral 5 točk več kot Janez Janša, kar pomeni, da v finalu odgovarja prvi. Lahko sta sproščena, elektriko smo vama izklopili. Final prinaša 20 točk, oba sta še v igri za zmago, zato dobro poslušajte. Zadnje odločilno vprašanje vama bo zastavila Svetlana Makarovič. Dober večer. Torej, moje vprašanje se glasi, koliko minut na dan povprečen slovenski mačo porabi za domača gospodinjska opravila? Imata 5 sekund, da končno uporabita možgane. Pa veliko sreče. Čas je potekel, gospod Cerar, izvolite. Ja,
če bi me zdaj vprašali, koliko časa povprečen Slovenec porabi za jamranje, bi bilo zagotovo lažje, a ne? Ja, no, kar se tiče gospodinjskih opravil, pa mislim, da za to ne porabi več kot pol ure. Pol ure na dan! Pol ure, ja. Več prav gotovo ne. Gospod Janša, vaša naloga je, da se odločite, ali povprečen slovenski moški za domača gospodinjska opravila porabi več ali manj kot pol ure na dan. Če odgovorite prav, ste zmagali, če ne, ste zgubili, ne v bistvu. No, moj odgovor je definitivno več kot pol ure. Odgovor je pravilen! Zmagovalec dvoboja je Janez Janša! Hvala. Dajmo skupaj. Slovenija, odkot lepote tvoje. Ok, v redu. Poprečen slovenski moški za gospodinjsko opravila porabi skoraj 2 uri. Nemogoče. A mogoče veste, na katero mesto nas ta raziskava OECD-ja uvršča v svetovnem merilu? Ja, predvidevam, da smo približno tam kot pri korupciji. Ni res, v tem smo najboljši na svetu. Evo, če ne verjamete, tukaj zadaj nekaj rezultatov. Gospod Janša, mi da se vidimo v polfinalu. Pa ste še kaj povedali? Nimam kaj, rezultat pove vse. Ok, dragi gledalci, spoštovana publika, to je bil naš drugi domoljubni kviz. Za muziko je skrbela DJ Lorela. Vidimo se naslednji teden ob istem času na istem kanalu. Živo!